Cerkev je pravzaprav dobila premoženje, ker druga varianta je bila, da ne bi vračali, ne. To pa vemo, da je bilo še veliko slabše. Torej, ko je pa enega dobila premoženje, je bila pred izbiro, ali z njim posluje tako, da bo, torej tako kot vsi drugi, da bo ohranjalo ali pač svojo vrednost, če pa tega ne bi ga pa hitro zapravila, ne. Odločila se je za to, da bo poslovala tako kot vsi drugi. In ker je bilo pa to dosti veliko premoženje, če vzamemo tudi vse te sklade, delnice in tako naprej, ne, so dobili seveda v roke vredne ljudje, ki niso imeli dovolj izkušenj, ne. In jaz tukaj ne vidim nobenih takih tajkunskih ali kakršnih zgodb v okviru tega, ali pa osebnih okoliščenj, pa goljufij pa vsega tega. Ampak eno samo, kako bi rekel, prepotentnost ali pa naivnost. In je treba povedati, da vsi, ki so upravljali ali pa imeli veliko premoženje do leta 2008, so ogromno izgubili. Vsi do zadnjega, ne samo tajkuni, tudi tajkuni. Hvala Bogu, za tajkune smo rečemo, hvala Bogu, so se zaslužili. Ampak so tudi drugi problemi, naprimer, če vzamo en Mirko Tuša, ne, ki je pa pošten podjetnik, dober podjetnik, odličen podjetnik, ne. Sam kaj zadnjih nekaj let ima izgube in ogromne dolgove, ne. To se reče, okoliščina je tudi nanesla to, da se je ta crkven biznis tako nesrečno končal, da tako rečem, ne,